Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Na prvem mestu se bomo lotili velike knjižne uspešnice Elvis Škorc, ki je pravkar postala tudi skorajda velika potencialna filmska uspešnica. Z nami je avtorica knjige in tudi avtorica scenarija, gospa Janja Vidmar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Takole knjižna uspešnica, sem rekla, knjigo ste napisali pravzaprav pred časom, zdaj pa ste se, oziroma pred časom tudi, ampak malo manj, pa ste se lotili tudi upodobitve na filmskih platnih. Kako to? Kaj je tisto bilo, da je potegnila vas tudi v film? Torej, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Skratka, najprej moram povedati, da je knjiga Elvis Škorc Genialni štor izšla že davnega leta 2018, se zdi se davnega, pri založbi Miš, in potem 2 leti pozneje sem za SNG Maribor drama delala dramatizacijo Elvisa Škorca, ki je februarja 2021 potem doživel svojo premiero in do zdaj že več kot 50 ponovitev. In leto zatem pa smo že intenzivno delali na filmskem scenariju. Skratka, prvo verzijo filmskega scenarija mislim, da sem napisala že leta 2021 in potem je seveda scenarij doživel več sprememb, preoblikovanj, sodelovanje z dramaturgi, skratka do te končne upodobitve, ki jo zdaj lahko gledate po kinematografih širom po Sloveniji. Pa takole, če se dotakneva malo vsebine, pa hkrati ne izdava veliko, bi lahko rekli namenjeno najstnikom, govori o družinskih odnosih, o odraščanju, nenazadnje tudi medvrstniško nasilje, zbeganost, razpad družine, vse tisto, kar nekega najstnika velikokrat doleti. Velikokrat doleti in zelo zaznamuje. Skratka, ja, jaz sem želela se izogniti tem težkim problemskim temam, ki so zadnja leta kar naprej na tapeti v problemskih romanih, neozdravljiva bolezen, smrt, skratka res teh težkih stvari, in sem se želela v bistvu dotakniti področji, s katerimi se nek običajen najstnik zlahka poistoveti. Ločitev staršev je ogromno preveč, potem medvrstniškega nasilja je ogromno tudi preveč, potem skratka prve najstniške zaljubljenosti, ta je vedno dobrodošla, potem skratka osamljenosti, tesnobe, dozorevanja, skratka teh tem, s katerimi se en običajen mlad bralec pa res zlahka poistoveti. In skušala sem vse skupaj zapakirati v eno tako prijazno, en prijazen paket, en tak prijazen projekt, ki pušča odprt konec in skratka, ne vem, mladega bralca nekako spodbudi, da razmišlja o teh rečeh in da hkrati tudi se zave, da ni osamljen v teh primerih in da se podobne stvari pravzaprav dogajajo marsikomu. In če tako pogledamo, velikokrat se zgodi, ko nek film gledamo, pa rečemo, joj, to pa ni isto kot po knjigi. Tudi tokrat ni isto, ne? Ne, zelo se. V bistvu se knjiga in film kar precej razlikujeta, tako kot se tudi drama in knjiga precej razlikujeta. Pač vsak medij ima svoje zakonitosti. In recimo, če je v knjigi veliko te introspekcije, njegovega premišljevanja, notranjega toka zavesti, tega film seveda ne prenese in je normalno, film potrebuje drugačno dinamiko, drugačno kadriranje in je bilo treba vnesti tudi nove junake, spisati nove scene, druge scene. Skratka, filmska slika je seveda nekaj popolnoma drugega, kot je recimo knjižno besedilo. Tako da je v bistvu vsak od teh 3 medijev, ker je pač projekt realiziran v vseh 3 medijih, kar je pri nas kar redkost, ima neke svoje zakonitosti in je doživel, v bistvu je preoblikovan vsak v neko svojo zgodbo. V dramskem besedilu je večji poudarek na ločitvi staršev, na bolečini otrok ob tej tragiki,
Medtem ko v filmu je pa velik poudarek tudi na teh medvrstniških odnosih, ne samo nasilju, ampak tudi odnosih v šoli, potem v dozorevanju najstnika, skratka v teh stikih iskanja tega prijateljstva nekega in tako dalje. Tako da film je pa primeren, je pa res medgeneracijski in je primeren resnično za vse generacije, tako da jaz vabim gledalce v kina od 7. leta starosti pa čez 100, sem rekla, ne bomo postavljali mej, ne bomo omejevali, ker je primeren resnično, v bistvu tako, kot mu mi pravimo, družinski film. Za družine, za vse ljudi. In moramo povedati, knjiga je požela velik uspeh, kar nekaj nagrad, nekaj priznanj, hkrati pa tudi, zdaj če gledava, se pravi od jeseni, pa tudi film, tista prve uspehe že doživlja. Svetovna premiera je bila v Nemčiji, kjer sta mlada igralca dobila kar veliko pozornosti, hkrati pa seveda tudi v kinematografih zdaj že. Ja, mislim v Nemčiji na tem enem največjih festivalov otroškega filma na svetu, festivalu Schlingel v Chemnitzu, je bil naš film res lepo sprejet, ogromen aplavz, 3 projekcije. Skratka, naša ekipa, ki je bila z nami, jaz sem bila tudi zraven, mlada ekipa, ki je bila zgore, se pravi oba glavna igralca, Max Peštaj-Zevnik in Frida Bratuš, sta doživela res veliko pozornosti, veliko naklonjenosti, tako da v bistvu film je povsod toplo sprejet, doživlja dobre odzive, tudi tukaj pri nas so recimo odzivi, recenzije, ocene, res spodbudne, res dobre, res prijazne, pravijo, da je to film, ki bo postal mladinska klasika in jaz moram reči na tej točki, da pišem že nadaljevanje Elvisa Škorca, se pravi najprej v knjižni obliki, v bistvu ga že zaključujem, tako da knjiga bo kmalu izšla in potem seveda računamo, upamo tudi na Elvisa Škorca, genija na potezi, ki bo doživel tudi svojo filmsko upodobitev. Držimo pesti, upajmo na najbolje. Takole, ravno to sem želela izpostaviti. Rekli ste v filmu odprt konec je, sledi pa nadaljevanje, tako da gledalci so lahko kar radovedni, ne? Ja, jaz upam, upam, da bo že prvi film pritegnil do te mere, da bodo nestrpno pričakovali nadaljevanje. Jaz sem v nadaljevanju, zaenkrat pač knjižnem, vnesla precej zanimivih tematik, odprla neke nove, prepletajo se skratka mnoga področja in vem, da bo treba, se pravi, za filmski scenarij ponovno prilagoditi skratka filmskim slikam, filmskim podobam besedilo in se pravzaprav veselim tudi pisanja filmskega scenarija zaradi tega, ker vem, da bodo pri nas pač traja, preden se film realizira. Zdaj tale prvi je potreboval 5 let, jaz upam, da bo drugi prej, preden bodo igralci odrasli, ne? Tako da bo treba pohiteti, če bomo želeli te iste igralce ujeti in z njimi posneti nadaljevanje, kar je edini smisel seveda. In se veselim pisanja scenarija in upam, skratka, da bo doživel Elvis Škorc tako knjiga kot drama in film še veliko pozornosti in veliko dobrih odmevov. Tako, gospa Janja, najlepša hvala, da ste bili moja gostja in ste predstavili tisti kanček, drobček zanimivosti iz filma, da se ga bodo gledalci lahko šli ogledati. Najlepša hvala tudi vam. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite pred televizijskimi zasloni, kaj kmalu se namreč vrnemo z novo temo in z novim gostom. Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Report. Selili se bomo v občino Lenart, kjer te dni praznujejo. Polno dogajanja je še pred njimi, pred nami, pred vami. Lepo pozdravljeni, gospod župan Janez Kramberger. Dober dan želim, lepo pozdravljeni. Tako polno se dogaja, kaj ne, dogodki raznoraznih, od koncertov, pohodov, raznih prireditev za vse generacije. Ja, tako je, vedno je bogata bera
raznih prireditev, v katere se vključijo tudi naša aktivna društva, najrazličnejša. Seveda pa, veste, jesen je ponavadi taka, da se pobirajo pridelki iz celega leta in to nekako sovpada z našim krajevnim, občinskim in farnim praznikom, katerega vedno praznujemo v začetku meseca novembra. In to je tudi tako lep čas, ne, ko je vino dozorelo, novi letnik vina, in to so potem taki lepi in prijetni dnevi. Nazadnje včeraj recimo je že bil pohod, v nedeljo ponovno se pripravlja posvetitev oltarja, blagoslovitev, mašo bo vodil tudi nadškof Alojzij Cvikl, tako da ravno to je tisto, ne? Za vse generacije, kot sva rekla, za vse ljudi in ne nazadnje ne smemo pozabiti farni praznik, ne? Tako, dejansko je res to za vse ljudi. Letos še posebej, ne, ker je se zelo aktivno v to zadevo vključila tudi osnovna šola v Lenartu in seveda fara kot taka, tudi knjižnica ima letos veliko dogodkov in res mi smo v letošnjem letu smo imeli to priložnost, da so nas obiskali prijatelji iz francoskega Lenarta, tam, kjer je živel sveti Lenart v 6. stoletju in so prinesli relikvije. To je bilo v mesecu septembru, o tem je tudi vaša televizija poročala in seveda naš gospod župnik Marjan Pučko je pripravil, organiziral novi daritveni oltar v naši farni cerkvi. In ta novi oltar bo posvečen, tako kot ste povedali, 2. novembra. To je tudi ena posebna svečanost, kako se to naredi. Jaz še tega nisem videl, to sem si lahko samo prečital in bo verjetno zelo zanimivo to torej 2. novembra. In potem, kot ste že sami omenili, pravlično dogajanje v knjižnici Lenart v sredo 5. novembra ne bo edina prireditev namenjena otrokom v knjižnici, marsikaj se bo tudi tam dogajalo. Potem pa pride vrhunec praznovanja, 3-dnevno praznovanje pravzaprav, ne, z proslavo ob občinskem prazniku, z odprtjem novega prizidka osnovne šole. To boste kar skupaj spravili, ne, v eno prireditev. Ja, običajno tako malo v šali rečemo, da imamo v Lenartu 3-dnevnico. V petek je običajno občinska proslava s podelitvijo nagrad in priznanj. Potem v soboto je martinovanje, v nedeljo pa lenarška nedelja, tako da so to 3 zelo, bi rekel, bogati dnevi. No, letos bo pa v petek še posebej slovesno, takrat bomo imeli svečanost v naši športni dvorani, slavnostnega govornika pričakujemo ministra za šolstvo, gospoda Logaja. Namreč ob tej priložnosti bomo odprli nov prizidek k naši osnovni šoli. To je bila želja in potreba, katero smo pripravljali, to investicijo, ki je med, mimogrede povedano, največja investicija v naši občini, 7,5 milijonov nas je to stalo, to je veliko denarja za našo občino. Praktično imamo na 2700 kvadratnih metrih imamo 9 učilnic, prve triade, 4 specializirane učilnice, knjižnico, zbornico, kabinete, povečano jedilnico in seveda lepo urejeno okolico z dostopi, z varnimi dostopi otrok v šolo. To je letos, bi rekel, ob občinskem prazniku najpomembnejše sporočilo. In potem sledi sobota z martinovanjem na osrednjem trgu. To je pa tudi tista tradicija, ki mora biti, ne? Ja, absolutno. Veste, že to, ne, Slovenske Gorice, že ime pove, ne, da je pri nas doma vino
in naše vinogradniško društvo, ki je izredno aktivno in te tradicionalne prireditve, ki so povezane z vinogradništvom, martinovanje je seveda ena od osrednjih. Takrat se na ogled postavi novo vino. To vino se, bi rekel, tako na šaljiv in resen način, bi rekel, izvedemo program, katerega se udeležijo tudi vinski vitezi, vinske kraljice in seveda vinoljubi pridejo, da se to novo vino pije in seveda vedno povemo, da je vino treba piti po pameti, ne? In da vino je na nek način zdravilo, ne pa vsaka stvar, pa če še je tako dobra, če jo zaužijemo v prevelikih količinah, ni dobro. In sledi še nedelja, ki je torej lenarška nedelja skupaj z žegnanjem, to pomeni skoraj da na istem mestu, ne, kot dan prej martinovanje, maša, stojnice, veseli program, ne, vse bo. Takrat, torej seveda slovesna maša je v farni cerkvi, sicer pa je na osrednjem trgu, mi vedno tradicionalno središče Lenarta zapremo, tako da promet preusmerimo in takrat je seveda veliko prostora tudi za pešce in vse kramarje oziroma tiste, ki pridejo kaj ponuditi in to so tudi domači obrtniki, domači ponudniki iz oltarjeve ponudbe in seveda tudi iz širom po Sloveniji, ko pridejo s tradicionalno obrtjo, lectarje, potem lončarje, suha roba, skratka vse, kar je pač s tem tradicionalno povezano. Mi pa seveda še posebej poskrbimo za kulturni program, vedno je naša godba prisotna in tudi folklorne skupine iz naših sosednjih občin in tako da je tako za glasbo in za telo in dušo je v glavnem poskrbljeno. In to pravzaprav še ne bo konec, še cel kup drugih prireditev imate potem še kasneje, ne? Pa ne bova vsega izdala, naj malo gledalci tudi pobrskajo, pa naj pridejo seveda. Tako, naj pridejo pogledat, pa naj malo po spletnih straneh pobrskajo, pa tudi mediji, javna občila bodo o tem poročala, skratka prijazno vabljeni v osrednjo Slovenijo Goriško občino ob občinskem, krajevnem in farnem prazniku. Tako, najlepša hvala, da ste bili moj gost in seveda veselo praznovanje želim. Hvala lepa tudi vam za to možnost, da sem lahko to predstavil. Hvala. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo s prav posebno temo. Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v tretjem delu oddaje Report. Kot vidite, je ta del malce drugačen, kajti čez nekaj dni bo Noč čarovnic in mi se bomo v tem delu selili na Pohorsko tržnico, kjer se bo dogajalo marsikaj zanimivega že v četrtek. Z nami je Tanja Vrhovnik, ki nam bo malce več povedala, kaj se dogaja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Takole, poskrbeli sva za opremo. Tisto najpomembnejšo sva sicer pozabili, metle nimava, ne? Pa vendar na Pohorski tržnici bo pa marsikaj, kaj ne da? Res je, metlo se upravičujem, sem jo morala parkirati zunaj na parkirišču, ampak danes ena poštena čarovnica brez metle ne more. Lahko preleti vse zastoje na avtocestah, je odličen rekvizit. Pa šalo na stran, na Pohorski tržnici se bo v četrtek 30. oktobra od 17. do 21. ure dogajala prav posebna noč. In to je Noč čarovnic, ki jo že četrtič zapored prireja občina Hoče - Slivnica. Pa dajva najprej povedati za vse tiste, ki si mogoče mislijo, da je to ameriški praznik, da pravzaprav ni tako. Seveda ni. Tukaj so nekoč živeli Kelti. Sama prihajam iz Razvanja, nad nami je nadišče železne dobe Poštela, kjer vemo, da so živeli Kelti. In Noč čarovnic je bil prav keltski praznik. Takrat je 31. oktober na 1. je bil prehod iz sonca
toplega obdobja v hladno, temno, kadar prihaja gospodar smrti. 1. november je bil pa potem začetek novega leta. In kaj so Kelti verjeli? Kelti so verjeli, da se na noč čarovnic vračajo umrli domov. Zdaj, tisti, ki so se jih bali, so si na obraz dali masko in so se skrivali pred njimi. Tisti, ki so pa bili veseli, da bojo svoje umrle še enkrat videli, so pa takrat še ni bilo buč, imeli so repo, peso, krompir, so nastavili hrano na prag in v te dali tudi lučko, da bi ti umrli našli pot nazaj domov. Tako, ne nazadnje je noč čarovnic tista noč, v kateri so te meje med enim in drugim svetom najtanjše. Res je, iz svetlega v temo. Kot sem rekla, nastopi zdaj čas zime, mraza, jeseni. Tako, in na Pohorski tržnici boste že ne v petek, ampak že v četrtek pripravili eno prav posebno zabavo. Ne samo za otroke, za cele družine. Res je, to zdaj že kar dolgo počnemo in odziv je res dober. Želimo ta praznik malo tudi počastiti. Izvira tudi iz All Hallows, svetih dan, ampak nima prav nič veze z tem vseh svetih praznik, ki je potem 1. novembra, zato mi to počnemo 30. oktobra. In za otroke pripravimo kar veliko doživeti, 6 animacijskih delavnic. Potem tale gost, ki je odzadaj prav med temi gomilami, predkeltskimi gomilami, spremenimo v strašen gost, kjer najdete čarovnično kočo. Najdete tudi takšne, kot imamo spredaj, ta je še majhna, buče velikanke, strastno strašilo, smrt pride, duhovi, tunel pajkov, eden je prišel danes z nami tukaj. Pa naj kar tam ostane, prosim. Imamo seveda, kaj se spodobi za pravo čarovnico, imamo čarovniško tržnico. Je treba nekaj skuhati v kotlu, je treba nekaj pojesti, morajo nekaj brbotati, kakšen napoj. Sem zdaj izvedela, da se že pečejo čarovniški keksi, tako da če si prava čarovnica in upraviš vseh teh 6 preizkušenj, dobiš sladko nagrado. In ne nazadnje bo tam poskrbljeno tudi za akrobatske, čarovniške točke. Seveda. Če še ne znaš biti čarovnica, pridi, te bomo naučili. Poslikali ti bomo obraz. Ob 6. je predstava z Arvada Karba o čarovnici Berti, ki je izgubila svojo moč. Nažalost se čarovnicam tudi to včasih zgodi, ampak se da pomagati, je rešitev. Potem ob 19:30 pa imamo seveda pravo čarovniško zabavo, ples s čarovnico Luci. Tako da dogajalo se bo veliko in kot sva rekli, za vse generacije, družine lahko pridajo, se lahko otroci, mame, očetje, dedki in babice tudi našemijo. Seveda, vsi se lahko našemijo. To ni samo za otroke. Že sam ta strašen gost, v katerega vložimo kar veliko energije, je zelo lep, da se sprehodite na ta praznik, se spomnite morda naših prednikov, Keltov, ali pa morda malo drugače doživite tale praznik. Pridite, prav veseli bomo vaše družbe, se pravi, tudi če nimate otroke, ste zelo dobrodošli, da nas obiščete. Bodo zvedeli tudi kakšen nasvet, kako narediti pravo bučo ali kaj drugega, ne bo samo poslikava obraza. Ne, seveda, izdelovali bomo pajke, izdelovali bomo duhce, poslikali vas bomo, se pravi, kar pomagali vam bomo, morali boste podirati buče, z lokom zadeti strašne pajke velikane, utišati duha, tako da prave čarovniške spretnosti, kaj je potrebno, da postaneš čisto pristna čarovnica. Kaj pa mogoče za nasvet za tiste, ki se pa bojijo? Vsi mislijo, da smo čarovnice hudobne. Pa nismo. Me smo zelo prijazne. Tudi na Pohorski tržnici smo same dobre in prijazne čarovnice. Res, da pač naši spremljevalci so okosnjaki, ki morda komu se zdijo strašni. Ampak naš strašen gost je tudi zelo lep. Odet je v številne lepe lučke, tako da naj vas ne bo strah. Pridite pogledati. Predvsem lep, strašen gost imamo. Morava povedati, kar več ljudi sodeluje pri tem, tako da res postane vse skupaj čarobno. Res, kar veliko nas je, kar veliko bo razstavljalcev, tako da očetje imamo tudi čarobniško pivo in to v več vrst. Imamo čarobne krvave palačinke, podganje drekce, krvavo brozgo, rdečo ali belo, kakršno želite. Tako da se lahko kar podkrepljamo, da
zmoremo vse te preizkušnje in sprehod po strašnem gozdu. In ne nazadnje lahko rečeva tudi, da bo mogoče kdo izvedel še kakšen dober urok, tisto, kako spremeniti svet na boljše, recimo. Res, točno to želimo. Mislim, da danes slišimo veliko žalostnih stvari, ne glede, da prihaja v to jesen, zimo in temo. Tudi temo se moramo naučiti obvladati. In če smo dobra in pridna čarovnica, lahko z uroki, široračale in predvsem z dobro voljo in dobrim receptom tudi slabe stvari odženemo. Povejte, pa potrebuje prava čarovnica ali pa čarovnik tudi palico? Lahko, ampak vam povem, ko imamo prava čarovnica, potrebuje predvsem klobuk, metlo, ogrinjalo, da lepo plapolako vdaš, predvsem pa potrebuje en dober kotel. In potrebuje začimbe zelišča, kot tukaj spredaj vidite tole muškatna Halloween buča. Spredaj tista je iz serije buč velikank, še je majhna. Imamo kar enih 5 vrst različnih buč. Potem pa boste videli pri nas v kozgarcih, imamo kar dobre. Imamo vložene podgane, vložene kače, kuščari na kislo so odlični, nohti. Vse take stvari rabiš, da začaraš en res dober urok. In se imaš zelo lepo. Na Pohorski tržnici povejva še enkrat datum, ura, kdaj se začne. Četrtek 30. oktobra se vidimo vsi od 17. do 21. ure, vse čarovnice ali pa tiste, ki želite biti čarovnice. Tudi čarovniki ste zelo dobrodošli. Tako, najlepša hvala, da ste prišli in povedali. Tudi vam, hvala za vabilo. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa nikar se ne bojte, pridite na Pohorsko tržnico in na vse ostale dogodke, v katerih vas vabimo v oddaji Report. Nasvidenje.